Velike bojne ladje so predstavljale jedro velesil vojnih mornaric. Največje med njimi so merile tudi do 200 metrov in imele do 30.000 ton izpodriva. Največje med njimi so bile oborožene s topovi, katerih premer je bil večji od 300 milimetrov. Bojnim ladjam so bile podobne bojne križarke, ki so bile podobno oborožene, a so imele tanjši oklep, zaradi katerega so bile sicer bolj ranljive, lahko pa so plule hitreje. Za nadzor oceanov sta obe strani uporabljali pretežno lahke križarke, ki so bile nekoliko manjše, s tankim oklepom, lažjo oborožitvijo od 100 do 150 mm topovi, a sta jih odlikovali velika hitrost do 30 vozlov, kar je okoli 55 km/h in velik radij delovanja. Vse mornariške velesile so uporabljale večje število rušilcev, ki so jih uporabljali za najrazličnejše naloge. V glavnem pa za uničevanje nasprotnikovih lahkih pomorskih sil, za varovanje tovornih konvojev in za patruljiranje. V bližini obal so uporabljali torpedne čolne, minolovce in minopolagalce. Letalonosilke razvijajo kot povsem nov tip vojnih ladij v prvi svetovni vojni. Nemci izpopolnijo podmornice, ki so se lahko neopazno približale ladjam in z razdalje nekaj 100 metrov izstrelile na nasprotnikovo ladjo torpede. Podvodne izstrelke z lastnim pogonom in napolnjene z eksplozivom. Zavezniki so kot protiukrep podmornicam razvili globinske bombe za uničevanje podmornic, hidrofon za iskanje podmornic s pomočjo zvoka in hitre lovske podmornice za uničevanje drugih podmornic.